Na Treh kraljih je v soboto potekal inkluzijski pohod skupaj v hribe za planinski dom na Treh kraljih. Ob pestrem programu, ki ga je Planinsko društvo Slovenska Bistrica pripravilo skupaj z odborom In planinec, so se udeleženci seznanili s pomembnostjo vključevanja invalidov v planinske dejavnosti. Več o namenu pohoda je povedala predsednica Planinskega društva Slovenska Bistrica Barbara Frešer. Današnji dogodek, za katerega sem zelo vesela in ponosna, organizira naše planinsko društvo srečanje na Treh kraljih v okviru inkluzijskega pohoda skupaj v hribe za planinski dom na Treh kraljih. V bistvu pa gre za prireditev, ki je nastala na pobudo invalidov planincev, saj so v bistvu oni tisti čisto ta prvi, ki so izrazili željo, da nam pomagajo pri gradnji, in je v bistvu danes iz njihove strani pohod iz treh smeri proti planinskemu domu na Tri kralje dobrodelen. Planinci prihajajo, torej planinci invalidi danes prihajajo iz različnih koncev Slovenije. Morda imaš že kje podatke, od kod vse lahko tukaj pričakujemo, od kod bodo prišli, od kod vse hodijo? Vsekakor je to vse v organizaciji odbora In planinec, to so invalidni planinci, ki so tudi vključeni v Planinsko zvezo Slovenije. Pridejo pa povsem različni invalidi, planinci, eni so gibalno ovirani, torej na vozičkih, potem imamo težko bolne invalide, slepi in slabovidni, potem tudi z raznimi nevrotežavami in podobni. Skratka, vsi, ki so danes pridejo, pričakujemo jih okrog 80, so danes tukaj za dobrodelno noto, to pomeni, da bojo pomagali s prostovoljnimi prispevki, da bo planinski dom čim prej končan. Moramo pa povedati, da smo se v Planinskem društvu Slovenska Bistrica že pred časom odločili, da bomo zgradili in dokončali planin po meri invalidov, to pomeni, da bo dostopen za invalida v vseh delih planinskega doma, tako v pritličju, v kletnih prostorih in tudi v nadstropju. Kaj vse vas čaka sedaj v nadaljevanju, v kakšni fazi je vse, morda so že kakšne informacije o tem, kdaj se bodo pričela dela v večji meri? Ja, tako je, v pritličju oziroma v kletnih prostorih planinskega doma je urejen interpretacijski center. Uredili smo ga skupaj z občino Slovenska Bistrica in Ricem po projektu Pohorka. V kletnih prostorih je tako interpretacija na temo pohorja, flore, favne. V bistvu so izpostavljeni trije kralji, to so kamen, voda in gozd, tako. Drugače pa nadaljujemo v kletnih prostorih. Želeli bi najprej odpreti kletne prostore za javnost, to pomeni, da bomo odpirali planinski dom, če bo šlo po načrtih, po fazah. Najprej kletni del, kjer nam manjkajo še toaletni prostori, kasneje se lotimo pritličnega dela, kjer je namenjen gostinskemu delu, to pomeni kuhinja in jedilnica, pa tudi ureditev zunanje terase. Kasneje pa še dva nadstropja, v katerih bomo uredili skupna ležišča in pa skupne umivalnice oziroma tuširnice, kopalnice, kakorkoli. Torej, želimo si pravi planinski dom. Občina Slovenska Bistrica je že 10 let občina po meri invalidov. Ja, zelo pomembno je, da je občina že tudi predtem skrbela za invalide. Res pa je, da z samim projektom Občina po meri invalidov smo bolj sistematično pristopili k sami zadevi, vključili tudi vsa invalidska društva, ki delujejo na območju občine Slovenska Bistrica, ki imajo tudi različne potrebe, in te zadeve strnili v akcijske načrte. Zdaj že imamo 4. akcijski načrt in delamo vse v tej smeri, da odpravljamo arhitektonske in komunikacijske ovire za invalide in omogočimo enake možnosti za vse naše občanke in občane. Je pa res, da je projekt namenjen tudi širše, tudi starejšim mamicam z vozičkom, ki imajo tudi nekaj od tega, ko odpravljamo te zadeve. Danes stojimo pred novo nastajajočim planinskim domom Planinskega društva Slovenska Bistrica, ki je pri Treh kraljih, in kot smo tudi slišali, bo dom v celoti prav tako namenjen invalidom in tudi prilagojenim. Kaj pomeni to, takšna pridobitev navsezadnje za občino? Glejte, tukaj gre še za nadgradnjo, bom rekel, vseh aktivnosti za področje invalidov. Mi smo zelo veseli, da se je tudi odbor In invalid odločil, da tudi participira tukaj, da pride na Bistriško pohorje in da naredimo eno dobrodelno zadevo, da bo dom čim prej zaživel tako, kot so si ga zamislili planinci, v sodelovanju tudi z invalidskimi društvi. Pohoda se je udeležil tudi pobudnik projekta Občina po meri invalidov občini Slovenska Bistrica Anton Kolar.
Društvo delovnih invalidov Črešnjevec je zelo aktivno v občini Slovenska Bistrica. Nas je zelo malo, približno 205 članov, ampak od teh je večina aktivnih. Za naše invalide prirejamo razne srečanja, športne dejavnosti, kulturne dejavnosti. Imamo tudi pevsko skupino, ki nastopa na reviji pevskih zborov. Imeli smo tudi v Slovenski Bistrici leta 2015 revijo pevskih zborov, na katerih je nastopalo 23 zborov. Bilo udeleženec okrog 800 poslušalcev in pevcev, preko 300 pevcev. Leta 2025 zopet načrtujemo izvedbo revije pevskih zborov v Slovenski Bistrici, tako da delujemo že tudi 2025 bomo imeli 30-letnico delovanja našega društva. Zakaj smo se odločili za občina po meri invalida? Zato, ker hočemo sistemsko uresničevati pogoje, čim boljše pogoje za vse občane Slovenske Bistrice, ne samo invalide. Kot veste, invalidov je procentualno najmanj v občini Slovenska Bistrica. Vse te stvari, kot so klančine, dvigala, pa uporabljajo večina starejši, tudi mlajši, tako da kvaliteta v življenju v Slovenski Bistrici je kar izboljšala v teh 10 letih. Danes prihaja sem kar nekaj pohodnikov, torej planincev, invalidov. Je morda tudi v okviru vašega društva že kakšna sekcija ali pa vzpodbujate recimo tudi ta način rekreacije invalidov? Seveda, tudi imamo pohodništvo, v društvu imamo pohodništvo. Letos smo že izvedli pohod češnjev pohod do cerkve Treh kraljev, ne te cerkve, ampak v Kočno pri Lužnici, tako da spodbujamo to rekreacijo, da tudi invalidi, ki smo na nekateri način prizadeti, tudi lahko se udeležujemo teh pohodov in imamo krajše, imamo lažje poti, imamo pa tudi bolj zahtevne. Lani smo bili na Celjski koči, tako da kar spodbujamo tudi pohodništvo. Tudi sem zelo vesel, da je in planinec danes tukaj na Treh kraljih in planinsko društvo občine Slovenska Bistrica, da se zavzema tudi za dostopnost tega doma, dostopno invalidov in starejših.